Dober večer, spoštovani gledalke in gledalci. V nocojšnji oddaji Tele1 gostimo zastopnika pacientovih pravic v Mariboru Viktorja Pilingerja. Gospod Pilinger, pozdravljeni in hvala, da ste se odzvali našemu vabilu. Dobro večer. V Sloveniji in na območju celotne države deluje 11 zastopnikov pacientovih pravic. V Mariboru edini v državi imamo še varuha bolnikovih pravic. A zdi se, da je področje varovanja pravic bolnikov tako obsežno, da ga v praksi težko obvladujemo. Mariborski zastopnik pacientovih pravic je v prvih 3 mesecih letošnjega leta v povprečju v enem mesecu reševal 85 primerov, skoraj 4 primere na vsak delovni dan. Številni primeri so ponavljajoči, kot da se iz prejšnjih napak ne bi ničesar naučili, zato je prav, da tem težavam namenimo nekaj več časa, tokrat pač našo celotno oddajo. Gospod Pilinger, zastopniki pacientovih pravic vsako leto 15. marca oddate letno poročilo Ministrstvu za zdravje in Varuhu človekovih pravic, torej uradu varuha. O čem ste, recimo, konkretno vi za leto 2012 poročali ministru in varuhinji? Ja, če na kratko povzamem mojo letno poročilo, sem v letu 2012 torej je iskalo pomoč v moji pisarni 546 pacientov, za primerjavo v letu prej 530, leta 2010 let 320. Iz tega je jasno razviden porast problemov na področju pacientovih pravic na Štajerskem. Povprečno to pomeni mesečno 45 in na koncu leta mi je ostalo približno 50 primerov nerešenih. Kljub temu mi je uspelo, večina leta sem delal sam, največ zadev skupaj kar dobrih 64% rešiti v obdobju 5 dni. Sicer pa je bilo 12 podpisanih pisnih pooblastil o zastopanju, 58 tako imenovanih neformalnih posredovanj, kjer pač poslušam zgodbo pacienta, se seznanim z medicinsko dokumentacijo, zahtevam pojasnila od predstojnika in običajno smo s pojasnili zadovoljni in postopek zaključimo. Torej ne pride do tako imenovane prve ustne obravnave. Konkretno je bilo izvedenih tudi 7 postopkov prvih ustnih obravnav, 3 v zdravstvenem domu Maribor, kjer smo se dogovorili 2-krat za pisno opravičilo in 1-krat za dodatno opravljeno zdravstveno storitev. 1 obravnavo v UKC Maribor, kjer nismo našli skupnega jezika in kjer je šlo za strokovne težave, dvom v strokovnost zdravnikov, smo predlagali zunanji strokovni nadzor na zdravniški zbornici. To je bilo tudi izvedeno. Potem smo imeli v ptujski bolnišnici 1 ustno obravnavo in smo se prav tako dogovorili za opravičilo. In 1 od obravnav smo imeli v domski ambulanti enega od domov upokojencev v Mariboru. Tu nismo našli rešitve in smo šli na drugostopenjsko komisijo v Ljubljano, na Ministrstvo za zdravje, in tam je v okviru pripravljalnega naroka odvetnik v imenu firme, za katero dela zdravnik v zdravstvenem domu, podal pacientki opravičilo. Poleg tega smo imeli še 1 obravnavo pri zasebnem zobozdravniku v Poljčanah. Tudi tam kljub 3-urni obravnavi nismo našli skupnega jezika in zobozdravnik se je začuda, to je en izjemen primer v moji praksi, odločil in istočasno vložil tožbo zoper isto pacientko na sodišče zaradi domnevnega blatenja časti in njegovega strokovnega ugleda. In Zakon o pacientovih pravicah pravi, če je zadeva vodena kje drugje, konkretno na sodišču, se naš postopek ustavi. Skratka, vam je onemogočil pravzaprav nadaljnje ukrepanje s tem odzivom. Ampak zanimivo je to, skozi to strukturo primerov, ki ste ravno kar opisali, na vašem območju so 4 večje zdravstvene ustanove, to Univerzitetni klinični center ter zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca v Mariboru ter splošna bolnišnica ter zdravstveni dom na Ptuju. Morda še psihiatrična bolnišnica v Ormožu. No, tako. In ali se, recimo, večina pripomb
iz tega, kar ste nam povedali, nekako tako zveni, ampak vseeno bi rad vaš odgovor nanaša torej na te 4 ustanove, ki so v bistvu v sistemu javnega zdravstva, ali pa imate recimo tudi primere in kolikšen je sploh delež recimo primerov ali pa pritožb, ki se nanašajo na delo zasebnih koncesionarjev, se pravi zasebnih zdravnikov? Glejte, moja pavšalna ocena je takšna. V Mariboru, konkretno UKC Maribor, zdravstveni dom in zasebniki koncesionarji, imam približno 50% svojega dela. V Ptuju, Ptujska bolnica, zdravstveni dom in tudi koncesionarji 30%, vse ostalo so pa manjše ustanove. Glede samih koncesionarjev so pritožbe, so nezadovoljstva, ampak bistveno manj pritožb in nezadovoljstev je bistveno več v javnih zavodih. Ampak ali je to povezano recimo tudi s tem, da vseeno javni zavodi so, torej javne zdravstvene ustanove so vendarle dostopne večjemu številu pacientov? Vsekakor. In seveda tam so tudi ljudje, ki nekako recimo nimajo denarja, ne morejo si na nek način kupiti v bistvu neke recimo kakovostnejše ali pa višje zdravstvene storitve in so prisiljeni pač počakati v vrsti, da pridejo pač do zdravnikov, ki so najbrž tudi bistveno bolj obremenjeni kot zasebniki in še cela vrsta drugih razlogov je lahko na tem področju. Ja, gledajte, jaz sem po 3 letih in pol mojega dela prepričan, da je prav za UKC Maribor, klinični center, kjer je dejansko kapaciteta zdravstvenih storitev daleč največja, pravzaprav v tej primerjavi z drugimi izvajalci malo pritožb. Jaz imam kar precej pritožb v Ptujski bolnišnici in v Ptujskem zdravstvenem domu in mislim, da tam pač nezadovoljstvo izstopa, zato sem nedavno predlagal varuhu človekovih pravic in Ministrstvu za zdravje neke vrste predlog za reorganizacijo mojega delovanja. Rad bi bil ljudem v okolici Ptuja in Ormoža bliže in vsaj enkrat ali 2-krat mesečno na razpolago tam, ker pacienti, ki pridejo po pomoč v mojo pisarno, so torej praviloma starejši, težje pokretni, ne poznajo komunikacije preko elektronske pošte in imajo težave priti v Maribor. Upam, da nam bo to uspelo spremeniti glede naše organizacije. No, ampak recimo zdravstvene ustanove, če govorimo o teh velikih sistemih, ki seveda imajo tudi sami težave in v poslovanju in zagotavljanju pač bom rekel nekega rednega delovanja, tam se že leta in leta pritožujejo recimo zaradi zmanjševanja sredstev za njihovo dejavnost. Vi recimo ugotavljate v teh svojih ugotovitvah in poročilih, da se tudi zakonsko število pravic pacientov omejuje. Torej, da imamo v bistvu en sistemski problem, da niti za naše politike zdravje ni vrednota, oziroma da je celo na nek način z njihovim dovoljenjem ali pa opuščanjem določenih pravic po zakonodaji, da zdravje postaja predmet trgovanja, poslovna priložnost. Zakaj vse so, pač bom rekel, ob takih spremembah prikrajšani pacienti? Glejte, ta problem zmanjševanja sredstev v zdravstvu strani zdravstvene zavarovalnice res povzroča, po mojem mnenju, neke vrste izredne razmere v zdravstvu. Pacienti čakajo tudi zaradi tega, ne samo, ampak tudi zaradi tega, bistveno predolgo. Mi imamo v državi skoraj 3 leta veljavi pravilnik o najdaljših dopustnih čakalnih dobah, ki ne dovoljuje za kakršnokoli storitev v državi daljše čakalne dobe od 6 mesecev. Izjema je le ortopedija in protetika v zobozdravstvu, kjer je to možno maksimalno 1 leto. Če danes pogledate stanje, Inštitut za varovanje zdravja mesečno objavlja, nekaj let se po številnih inštitucijah v državi čaka na izvedbo operacije, tudi kontrolnega pregleda v specialistični ambulanti. Stvari so nenormalne. In jaz sam čakam 1.10. letošnjega leta, ko bo stopila veljavo uredba o čezmejnem zdravljenju, ki bo na nek način omogočila pacientom, ki čakajo predolgo, iskati torej zdravnika izven Slovenije. In to bo po mojem prvi korak neke vrste konkurence našemu zdravstvu in računam, da se bo po 1.10. stanje spremenilo tudi v korist pacientov.
Vsi zastopniki pacientovih pravic opozarjate, vseh 11 po vsej državi, opozarjate na te dolge čakalne dobe. Sami ste deloma omenili ta problem. Nazadnje smo recimo doživeli tudi v javnosti pred kratkim, da so na strokovno nesprejemljive dolge čakalne dobe opozorili zdravniki na Onkološkem inštitutu v Ljubljani. To je neka ciljna skupina bolnikov, se mi zdi, ob katerih takoj reagiramo, ampak žal ni pa tudi edina. Kaj je pri teh čakalnih dobah, razen morda tega ukrepa, da lahko gremo čez mejo in tam poiščemo recimo učinkovitejšo obliko ali pa recimo hitrejšo pot do zdravnika, kaj je sploh možno spremeniti? Kje je tu v resnici problem? A je to samo ta denar, o katerem se toliko pogovarjamo, ali je še kaj drugega? Glejte, naši ministri za zdravje v zadnjih letih so se kar menjavali, so vedno trdili skupaj z direktorjem zdravstvene zavarovalnice, da so rezerve v zdravstvu, da treba spremeniti organizacijo dela, da treba varčevati na raznih področjih in da so direktorji bolnišnic dolžni torej zagotoviti razumne čakalne dobe v skladu z zakonodajo. V zadnjem obdobju ni več temu tak. Minister priznava, denarja res manjka in z nekim novim interventnim zakonom, mislim, da v roku 2 mesecev, bi se naj dodatni denar zagotovil. Tudi jaz vedno bolj verjamem, da dejansko naše zdravstvo pri takem financiranju ni več možno normalno funkcionirati in pacienti so oškodovani tudi zaradi denarja. Verjetno so pa kje še možnosti glede drugačne organizacije dela, ampak gledajte, pri čakalnih dobah je problem, da pacient hoče iti k najbližjemu domačemu zdravniku in noče slišati, da bi se s Ptuja peljal v Maribor, kaj šele v Ljubljano. In dokler bo tak, da bojo pacienti pri tem vztrajali in podpisovali izjave, hočem tega zdravnika, podpišem, da ga bom čakal 2 leti, tako dolgo se stvari ne morejo spremeniti. So pa zdravstveni delavci dolžni, to se v praksi tudi ne izvaja, pacienta, ki pride in mu ne more zagotoviti čakalne dobe v skladu s pravilnikom, takoj seznaniti, kje v Sloveniji so dopustne čakalne dobe, kam lahko gre in kje se lahko naroči. To se ne izvaja in tu bo potrebno še marsikaj narediti. Zadnje čase, ste nekje zapisali v enem dokumentu, se prebujajo celo civilne iniciative zdravnikov. V javnosti poznamo recimo nekaj zdravnikov posameznikov, ki so se recimo upali izpostaviti z javno kritiko razmer v zdravstvu. Kakšen je sploh ta dialog? Kako so recimo poteka vaša komunikacija s temi zdravniki, ki so prav tako nezadovoljni z razmerami v zdravstvu in na to javno opozarjajo? Glejte, zastopniki pacientovih pravic smo se 2 meseca nazaj organizirali in 1.3. dali v javnost eno izjavo o teh razmerah in našem nezadovoljstvu in opozorilo na nek način, da se pač odgovorni zganejo in nekaj spremenijo v interesu pacientov. Ravno takrat so se v javnosti oglasili sindikat družinskih zdravnikov Praktikum in pa civilna iniciativa zdravnikov javnega zdravstva in smo se povezali z njimi. Potem, kar je bilo predstavljeno v sredstvih javnega obveščanja, smo na nek način enako misleči in v interesu pacientov smo se povezali zato, da poskušamo in mi, zastopniki pacientov in zdravniki, ki tudi opozarjajo na pereče probleme, enotno nastopiti do ministrstva, do zdravstvene zavarovalnice in na nek način spodbuditi spremembe. Torej, sprejeli so nas obe iniciativi, na nek način je bilo obljubljeno, da bo minister v kratkem sklical pač te skupine zainteresirane civilne javnosti, če lahko temu tako rečem, ampak gledajte, 2 meseca je mimo, zgodilo se ni nič in tudi o teh iniciativah se več ne sliši. Se je vlada menjala malo. Tudi to je res. Ne vem pravzaprav. Ja, ampak minister je ostal enak, to je torej isti. To je bolj pomembno. Kaj je razlog za to? Ja, ampak na kaj opozarjajo ti zdravniki? Veste, to je zelo pomembno. To so ljudje, ki pridejo iz sistema.
Oni pridejo iz sistema in vedo natančno, kaj se v določenih okoljih dogaja. Glejte, zdravniki sami zagotavljajo pacientom, da je današnji sistem zdravstva zmožen zagotoviti vsakemu pacientu, da bo pregledan v 30 dneh. Prvi pregled zagotavljajo vsakemu v 30 dneh. Pomeni, so rezerve in se da. Dejansko stanje so pa leta. Ne? Ja. Torej, posebej opozarjajo na težave osebnih družinskih zdravnikov. Tam so prav tako izredne razmere. Mi imamo katastrofalno pomanjkanje družinskih zdravnikov v Sloveniji. V ambulanti se dnevno obrne med 50 in 100 pacientov. To je neobvladljivo. Ob nekem kriteriju, ki ga imajo in pravi, da bi se naj 7 minut povprečju posvetili pacientu. To je nemogoče. Nekateri družinski zdravniki izgorevajo in ne zmorejo več. In stanje je res zaskrbljujoče. Ampak recimo, pogledajte, zastopniki ugotavljate, in to je povezano s tem, kar ste povedali, ampak me še vedno zanimajo podrobnosti, da se število zdravstvenih obravnav pacientov zmanjšuje tako po vsebini, kot po obsegu. Torej, to lahko pomeni dvoje, recimo, v neki zelo optimistični projekciji, da smo ljudje vse bolj zdravi, kar bi sicer radi bili, seveda. Ali pa, da nam odtegujejo možnost, da sploh pridemo do zdravnika. Kaj od tega je bolj res? Bojim se, da to drugo, to, da smo ljudje bolj zdravi, zagotovo ni res. Življenjska doba se podaljšuje, ljudje smo vedno bolj bolani in zdravnika potrebuje vedno več Slovencev. Torej, naval na zdravnike je vedno večji, oni pa ne zmorejo tega pritiska in potrebne so spremembe. Glejte, vodstvo UKC Ljubljana je, mislim, da v prejšnjem tednu javno objavilo, da bodo ob teh sredstvih v letu 2013 v UKC Ljubljana, ki vemo, da je terciarna ustanova za celo državo, vrh zdravniške stroke, če hočete, samo v tem letu bi naj opravili za 4000 zdravstvenih pregledov manj od prejšnjega leta. Če je temu tako, to pomeni za UKC Maribor prav tako nekaj tisoč. Torej tudi na Štajerskem se bo to poznalo. In zadeve so res alarmantne. V mariborskem UKC-ju so nedavno ukinili okulistično ambulanto. Jaz imam pritožbo z tega področja, ampak zaradi obsega dela še nisem utegnil zadeve raziskati in jo bom v bližnji prihodnosti. Vem, da so v Slovenj Gradcu ukinili eno ambulanto. Torej, vodstvo ocenjuje, da pri takem denarju ambulante ne morejo več rentabilno obratovati. In če vi v Mariboru nimate okulistične ambulante in vam paciente pošiljajo po Sloveniji, to je nenormalno. Ali pa zasebnikom. Ali pa zasebnikom, tako. Ker mi smo se recimo, mislim, da je nekako splošno sprejet standard že med državljani, med pacienti potencialnimi, da kaj vem, recimo po očala greš pač bom rekel v optiku in je tam vedno tudi en zasebni zdravnik, ki te pregleda, to je uračunano v ceno storitve, potem ne vem, za protetiko greš zasebnemu zdravniku in pač bom rekel, plačaš tisto protetiko, ki ni poceni in seveda ljudje si praviloma pomagajo na ta način. Bistveno manj v bistvu z javnim zdravstvom, ravno na teh področjih, o katerih vi zdaj govorite. Ja, gledajte, zasebniki so v večini tudi koncesionarji, kar pomeni, da je možno iti k njemu tudi z napotnico in torej opraviti zdravstveno storitev na način, da to plača zdravstvena zavarovalnica. Ampak povprečen pacient razmišlja, ko sliši o zasebniku, to je vse samoplačniško. Tam nič ni, ampak temu ni tako. Zelo malo zasebnikov je brez koncesije. Je pa tudi razlika, če se prijavite z napotnico, čakate bistveno dlje, kot če prijete samoplačniško. To je pa res. To je pa res. Ampak kakšne vrste je to, recimo, anomalija ali pa krivica do pacientov? Ker govorimo zdaj z vidika pacientov. To pacientom zagotovo ni prav. Glejte, zdravniki imajo zdravstveno zavarovalnico, torej tudi zasebniki s koncesijo sklenjene letne pogodbe. V tej pogodbi je določena kvota, število pregledov, število pacientov na nek način, ki jih pregledajo v letu oziroma v mesecu.
In oni pravijo, mi bi delali več, ampak zavarovalnica ne plača. In ker ne plača, delamo, ne vem, 3, 4, 5 ur, ostalo pa ne, razen če pridejo samoplačniki, delamo dodatno za dodatno plačilo. Od septembra do decembra ne smemo zboleti. Tako, če malo karikiramo te razmere, kakršne poznamo. Ne poznam vsebine teh pogodb z zdravstveno zavarovalnico, ampak zdravniki me prepričujejo, da so pogodbe nerealne in da še tega, kar se pogodbeno dogovorijo, ne dobijo plačeno. In da zdravstvena zavarovalnica spreminja kriterije po sklenitvi pogodbe in se pogodbe ne drži. In ni nekega normalnega nadzora oziroma nekega normalnega postopka, da bi se ta nesoglasja usklajevala in se pritožujejo na zdravstveno zavarovalnico, ampak podrobno te stvari ne poznam. Ampak to najbrž, ta problem zdravstvene zavarovalnice tudi presega vaše pristojnosti. Vi po zakonu praktično nimate pristojnosti, da bi v to razmerje tudi posegali. Ne. Kdo pa ima to pristojnost? Vam je uspelo vsaj to dognati? Glejte, zdravstvena zavarovalnica ima v okviru direkcije pristojno pravno službo, kjer se te stvari urejajo, ampak jaz imam občutek, da zdravniki nočejo iti v te neke pritožbene postopke zdravstveno zavarovalnico, ker se bojijo posledic, ne vem, verjetno ker ne bodo dobili denarja za naslednje leto še težje, ne? Ja, to verjamem, ampak ta atmosfera strahu je težko upravičljiva stališča pravic pacientov in seveda tudi stališča zaščite v bistvu, ali pa skrbi za javno zdravje in za zdravje naroda. Tako. No, v Mariboru, glede na to, da ste sami in da ste rekli, da bi sami želeli malo, zamenjati okoliš zaradi tega, ker imate eno področje, ki ga dobro poznate. Torej, v Mariboru bo kmalu začela delovati še druga zastopnica pacientovih pravic, gospa Vlasta Cafnik. Kako dolg, kako zahteven je ta postopek imenovanja zastopnika pacientovih pravic? Vemo, da ga imenuje vlada, vemo, da je postopek predpisan z zakonom, ampak kako to poteka v praksi? Ja, gledajte, Vlasta Cafnik je vlada imenovala končno po 2 razpisih, mislim, da v konec prejšnjega meseca. Jaz sem takoj stopil z njo v kontakt, izvedli smo spoznavni neformalni sestanek z direktorico Zavoda za zdravstveno varstvo. Namreč ta zavod je tisti, ki zastopniku zagotavlja materialne pogoje dela, administracijo, pač vse to, kar je potrebno. Pogodba med zavodom in ministrstvom je že sklenjena za oba zastopnika, bila v januarju, pomeni, to je že opravljeno. Gospa bo v teh dneh, sva se dogovorila, predlagala ministrstvu uradne ure, ki jih bo imela. Namreč zastopnik ne ureduje redno, mi uredujemo samo 12 ur tedensko, od tega moramo zagotoviti pacientom minimalno 1/3 uradnih ur v popoldanskem času. To bo dobila hitro potrjeno, ampak koliko vem, se ona na tržnem inšpektoratu v Mariboru, kjer je zaposlena, odpravlja v penzijo. To se bo zgodilo, mislim, da v juniju, in zato bo verjetno s 1.7. začela uradno delati. Skratka, ZUJF, zakon o uravnoteženju javnih financ in vsi ostali pogoji, ki iz tega naslova sledijo. Dobro, ampak recimo, če govorimo, dobro, da na tem mariborskem koncu recimo en manj, koliko zastopnikov pacientovih pravic sploh deluje na območju severovzhodne Slovenije? Mi smo regionalna televizija, pokrivamo nekako vse te 4 zgodovinske in naravne pokrajine na območju severovzhodne Slovenije. Ali se vi, vsaj z tega območja severovzhodne Slovenije, recimo srečujete med seboj, izmenjujete informacije, primere, kako se sploh informirate? Ja, sami smo se organizirali in povezali. Na nek način ugotavljamo, da Ministrstvo za zdravje, ki bi naj tudi organizacijsko za nas skrbelo, se preveč ne zalaga na tem področju. Mi smo čutili obvezo, da se povežemo, tudi zaradi tega, ker se dnevno srečujemo s podobnimi primeri in preko pacient liste kontaktiramo redno. Za področje severovzhodne Slovenije vam lahko povem, da sta v Celju 2 zastopnici pacientovih pravic, da je v Ravnah 1 zastopnica, da je v Murski Soboti 1 zastopnik in da bova zdaj v Mariboru 2. Poleg tega smo v Mariboru unikat z varuhom bolnikovih pravic.
Naj pa še povem, da zastopniki, ki nas bo zdaj torej 12 v državi, nimamo krajevne pristojnosti, kar pomeni, da se lahko vsak pacient iz kateregakoli konca Slovenije obrne na kateregakoli zastopnika v državi in ugotavljamo, da nas pacienti preizkušajo, postavljajo nam vprašanja po mailu, po telefonu, tudi istočasno vsem in imajo to pravico. Ja, oni imajo pravico, vi pa imate nekaj dela s tem, absolutno. Ja. Ampak, kaj pravijo, ali imajo recimo, ne vem, na celjskem območju ali pa na Koroškem podobne probleme, kot jih imate vi tukaj v Podravju? Ne, koliko se pogovarjam, takšnega obsega dela ni nikjer. Vi veste, da v Celju, kjer je manjše območje, pa delujeta 2 zastopnici, je po mojem zadeva obvladljiva. V Ravnah in v Murski Soboti je prav tako dovolj en zastopnik. Maribor je specifika. Kaj vam kažejo vaši kontakti z gospodom Prosnikom, ki je zdaj varuh bolnikovih? Mogoče še naprejšnje vprašanje za Ljubljano povem. V Ljubljani so dejansko predvideni 3 zastopniki. Danes dela ena v Ljubljani, ena v Hrastniku za Zasavje, druga v Ljubljani pa še vedno ni imenovana. Se pravi, Ljubljano pokriva ena zastopnica in koliko sva s kontaktu z Dušo Hlade Zore, nima takega obsega dela in obvlada pritožbe pacientov. Glede varuha bolnikovih pravic vam pa moram povedati, da sploh v zadnjem obdobju zelo dosti tesno sodelujemo, si tudi izmenjujemo paciente. Jaz imam neke vrste privilegij v Mariboru, ker na mene se dosti, ne samo na mene, tudi na druge zastopnike, ampak ljudi dosti žulijo odločbe Zavoda za zdravstveno zavarovanje, kjer tako imenovani zdravniki odločajo o njihovem bolniškem staležu, o pravici do zdraviliškega zdravljenja, se s tem ne strinjajo in nimajo prave institucije, ki bi jim na pritožbeni poti pomagala, in tudi z odločbami Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, kjer se odloča o invalidnini za telesno okvaro, o dodatku za pomoč in postrežbo, o torej delni upokojitvi in tudi tu nam pacienti, ki se nam pisarno obračajo, pravijo, da nimajo prave pravne pomoči. Torej, jaz imam ta privilegij, da te probleme lahko pošljem varuhu bolnikovih pravic, ker so nam na Ministrstvu za zdravje na nek način podučili, da to ni naša pristojnost. Aha, imate vsaj ta izhod v sili, če nič drugega. Ja. Točno. No, ampak to je tudi zanimiva tema za v prihodnje, ker je to zelo velik obseg pravic, za katere vemo, da so včasih problematične. Gospod Pilinger, zahvaljujem se vam seveda za tokratno sodelovanje v naši oddaji. Želeli bi si sicer, da bi bila vaša vrata čim manj oblegana. Vseeno pa vam želimo tudi uspešno delo v dobro pacientov in seveda za dvig kakovosti zdravstvenih storitev v našem okolju tudi v prihodnje. Lepa hvala za vaše povabilo. No, ko bo še vaša kolegica seveda nabrala prve izkušnje, upam, da vas bomo tudi lahko skupaj gostili v naši oddaji in da bomo, kot se temu reče po domače, še kakšno rekli. Hvala lepa še enkrat. No, hvala tudi vam, spoštovani gledalke in gledalci. Lep večer in nasvidenje.